Sem bil parčižman, da bi solato, je rekel Simon, če prijel lopato. Bio bom jutr, zdaj res ne morem, boli me kičma, sem neodporen. Bi vzel pa repo in zele korene, plačan s kojni, da bo vesele. Vzel bi več, če mi daš popust, te hvalil bom od ust do ust. Da dobiš popust, vnesi kodo na Coinu na www.kmetijaparcizman.com. To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Stane, že zakaj nisva toliko cajt snimala? Bear market. Bear market. Bear market. Ma ne, v bistvu meni telefon crknil, pa sem mogel menjati, pa je trajalo na 14 dni, da sem vse nastavil. Kaj si šel iz Ericssona na Nokio? Ja, pa ko je že pa bil sažem naslednji. Za Sraka ali kaj je bila? Je možno. Mobikos. To. Zdaj imam pa gor tudi ta Facebook pa to, no? No, ampak v resnici si šel pa na Grafina, ne? Grafin OS. Drži. Zakaj si to naredil? Zakaj sem to naredil? Zato, ker je to do neke mere bolj zaseben operacijski sistem. Operacijski sistem, ki ne poroča Google v realnem času, a ne? Drži, ja. Ali pa Apple na drugi strani. Ja, no, mislim, tako pravijo, pa mi pa verjamemo, no. Ja. Glede na moje sposobnosti, da bi kodo gledal, pač jim moram verjeti. Komu? Se pravi nekomu, ki pa preverja Grafin OS open source repozitorije. Ne? Ja, drži. Jaz Tako sem da, isto naredil. ja, to je v bistvu na Androidu narejen, ne? Če se ne motim, se pravi, oni vzamejo Android in potem te storitve, ki kličejo Google strežnike, jih nekako nemogoča in s tem ne bi zagotavljali večjo zasebnost. Kaj so pa bili, se pravi, kaj so lepo težave? Z bančnimi aplikacijami je v bistvu največja težava. In sicer bančne aplikacije zahtevajo, da preko enega servisa pokličejo Google in vprašajo, a je pa ta aplikacija Dovolj varna. Ne? dovolj varna, nekaj v tem smislu. Ja, če to ne bi Grafin OS omogočil, imaš probleme. Tako da na začetku je bilo to težavno, oziroma sploh nismo mogli imeti raznih revolutov na 26, Vivid in tako naprej. V zadnjem času je pa to zdaj podprt. Se pa pač mora zavedati, da določene podatke pa v tem primeru grejo na Google. No, to sem naredil, ta prehod sem naredil tudi jaz in tudi slovenske banke so zdaj nekako podprte, vsaj nekatere. A res? In razlog, da se nisva oglasila toliko cajta, je glih to, ker je toliko secure ta operacijski sistem, da se sploh nisva mogla poklicati. Ne? Točno to. No, ampak priložnosti za druženje bo kmalu še več. Kaj se dogaja? V naslednji četrtek bo Bitcoin društvo Slovenije pripravilo en meetup. Ja. To je 10. april na temo kibernetske varnosti, če se ne motim. Ja. Potem pa V bistvu- mega vele, ja, kaj si hotel reči? Ne, hotel sem še malo pokomentirati. Ne. Ta dogodek bo en iz, kaj že ta nacionalna urad za nacionalno varnost, ne vem, kako je že to, ki spremljajo Gospod Hren, če se ne motim. gospod Hren, ja, bo malo povedal, kaj se dogaja v Sloveniji na področju, se pravi, raznega hekanja, raznih zlorab. Tako da bo zanimivo, dajte prideti. Se pravi, četrtek 10. april v Sputniku ob 19. uri. Tako, in, Zastonj, nič ne treba plačati. in ravno minuli meetup se je ravno tako odvil v Sputniku, kjer pa je nastopal gospod Matt Hill iz ameriškega podjetja Start9, ki pa si ga lahko ogledate skoraj v celoti na kanalu Bitcoin društva Slovenije. In če vas take tematike zanimajo, vabljeni, da se pridružite bitcoinerjem vsaj v Ljubljani. Ja, imate pa tudi link na decrypt.com v zadnjih novicah je bil objavljen. Super. Ampak zdaj pa.
Najava dogodka leta. Lani je bilo to največ, ne? Ja, lani je bil to No, največ. letos je pa to Bitcoin Pizza Day. Day. In sicer kdaj? 23. maja letos na vrhu Nebotičnika v Ljubljani. Mater, kje je že to? Sem tako redko v centru, da sem že pozabil. To sploh ne vem, če sem bil kdaj tam. Prva stolpnica, ali pa najbolj znamenita stolpnica v Ljubljani, Nebotičnik, malo naprej od Name, malo pred Figovcem, Aha, po Titovi cesti, ali kako se zdaj že reče, pojma nimam. Slovenska, Verjeten. ob Slovenski cesti, malo naprej od Banke Slovenije. Točno tam, ja? Ja. Nekoč pomembne ustanove, danes ne vemo, komu služi in zakaj sploh je. Se bo zgodil Bitcoin Pizza Party v spomin na legendarnega nakupa česa, David? Pice. 2 pic. 2 pic za koliko? Za 10.000 bitcoinov. Si predstavljate? En je plačal 10.000 bitcoinov za 2 pici. Noro. Noro. In to je bilo, koliko je bilo to zdaj nazaj? 15 let nazaj, 15 let. v času, ko Bitcoinu še niso znali določati vrednosti, namreč ni bilo nekega likvidnega trga za Bitcoin in se je gospod Laszlo, če se ne motim, Ja. s picopekom pogajal, za koliko Bitcoinov bi mu spekel. Nekako sta prišla do številke 10.000, oba dva sta bila happy, sta ocenila, da je to pa primerna vrednost za malo tistega testa in sira. In evo, smo dobili prvo transakcijo, prvi nakup z Bitcoinom, neke Z neko vrednostjo, ne? realne dobrine, in se je začelo se je iskanje cene, vrednotenje Bitcoina, price discovery. Ja. A misliš, da je še ima ta pica pek to? Nekoč sem nekje bral o tem, pa se ne spomnim odgovora. Če je ta Laszlo Jaz- bil pameten, bi mu pol ponudil 2-krat več v Fiatu, pa rekel, da je to meni nazaj. Ja. Ne? Bi rekel, da ima Laszlo jih še nekaj tok nekje na zalogi. Pico pek pa, če bi poseb sklepal, jih je že zdavnaj predal. Ja. In kupil vsaj kakšen, golaš. Ne, Recimo, ja. Kaj so pa dogajali tam? No, Bitcoin društvo obljublja, poleg 3-metrske pice na spomin, 3-metrske. O, mater. se pravi pica s premerom 3 metrov, Noro. na Kako spomin jo pa gor spravili? tega nakupa. Po moje bodo zrolili, nekaj plakat zvijajo, da rata kalcone, ne? Potem spet odrolajo. Okay. Bomo zanimivo. že razporedili ti No, bomo videli. Pridite pogledat, kako to izgleda. Ja. Ja. Kaj bo še? Je neki omenil dostavo s helikopterjem. Ne, najbolj, da pridete pogledat. Ja. Potem bodo neki paneli, pogovori z vodilnimi strokovnjaki o najnovejših trendih v svetu Bitcoina in širše, in pa seveda zabava Ne. z DJ-jem. A muzika? Elektronska glasba? Ja. Wow. Noro, do jutranjih ur pravijo. Celo do 3 zjutraj. In sicer začne se ob 17, ne 17, 19. Ob 7, ja, ob 19. Ja. Torej, 23. maja letos, to je čez dober mesec, Pa še malo, ja. zagotovite si vstopnice, ki so na voljo na entrio.si oziroma še boljš na uradni strani Bitcoin društva bitcoin.si, kjer lahko kupite vstopnico z Lightningom, torej jo plačate z Bitcoinom, PayPalom ali nakazilom na TRR. Če pa kupite preko Entrija vstopnico, pa lahko plačate tudi s kreditnimi karticami. Okay. Koliko je pa cena? Cena vstopnice je 21 evrov, za člane pa neverjetno ugodnih 15 evrov. 15 evrov, ok. In zato je pač dostop na event in pica. Drži? To je to. Že ne? sama pica hitro preseže lahko vrednost 15 evrov. Ne? Ja, drži. Kaj šele znanje in druženje z bitcoinerji Ja. Slovenije. Ja. Tako da Bitcoin društvo Slovenije organizira enkraten dogodek. Kupite vstopnice v predprodaji. Mislim, da so zdaj tudi 15 evrov celo. Mislim, da samo za člane. kolikor si član. Okay. No, če pa še niste, 21 evrov, drugače pa članite se, ne?
s tem podpirate Bitcoin društvo Slovenije, fante in punce, ki pripravljajo vse take dogodke, se pravi, ne samo ta Bitcoin Pizza Day, organizirajo tudi meetupe po Ljubljani, Mariboru, Trbovljah in drugod po Sloveniji. Pridružite se jim lahko pa tudi na Facebooku, imajo grupo, Telegramu, pomagajo z odgovori na razna vprašanja, tako da ja, splača se biti član Bitcoin društva. Ker priporočajo poslušanje podcasta na Coinu. Ja, verjetno res, ja. No, zdaj, kaj smo v Sloveniji, ne? Kaj se je še kaj dogajalo zdaj? Ja, neko pokojninsko reformo so sprejeli, sem slišal, pa me je spomnilo na eno zadnjo epizodo z računovodjem Cenetom, ko smo govorili o tem, da denarja za pokojnine zmanjkuje. Kaj so pa zdaj z reformo spremenili? Če sem prav prebral, 2 dodatni leti, pomeni, da bomo pri 67 se lahko upokojevali. To je Se super. pravi, to so zvišali, ne? Si predstavljaš blagajničar, kot tam na blagajni v Hoferju, ki mora ful hiter ven V metati? 6 sekundah mora v njih 92 artiklov. Ja, 67 let stara, ki čaka na penzijo, kako bo ona to hitela, ne? Ja. Super, ne? Aha. Se mi zdi, da bojo ljudje zelo veseli. da bodo Ugodna delali reforma. dlje. Ja, kaj še? Odmerna, kaj je to, se pravi, doba, ki se bo gledal, koliko ste zaslužili, ne? Se pravi, plačo, je bila zdaj razširjena na 40 let. Iz 24, a ne? Ne vem, koliko točno, ampak jaz se spomnim, da je to moja mama takrat računala, mislim, da je bilo najboljših 10 let, če se ne motim. Ne? Se pravi, zdaj smo pa 40 let, se pravi, celotno delovno dobo. No, pa 5 let se lahko odšteje najslabših stran, tako da super. Ne? Torej, zanj smo v epizodi ugotovili, da denarja za pokojnine ni več dovolj iz prispevkov zaposlenih, da si že tako ne zapufamo, ampak da si sposojamo denar za pokojnine. Se pravi, zdaj už mogo še 2 leti dlje delati, minimalno, ne? Seveda, to velja zdaj, bo veljalo za tiste naslednji let, pa čez 2 let, pa čez mogoče 5 let, čeprav čez 5 let verjetno bo že 68 let ali pa 69. Ali pa 70, da zaokrožimo, ne? No, da je lažje. Se pravi, boš delal ful dlje, a pa boš pol tudi dobil več? Ne več, ampak manj časa boš dobil vse. To je pol dobro, ne? Ja, tako pravi Golob, ne, to je v redu, so zmahali se z dogovora. Kaj pa je povedal? Ja, da se ta reforma, ki skrbi za dolgoročno vzdržnost, ne izvaja na račun obstoječih upokojencev. In ta cilj so, verjamem, da v celoti izpolnili ravno sistematizacijo teh ukrepov. Jaz ga sploh nikoli ne razumem, kaj on govori in kaj pove. Kaj bi rad sploh povedal? Jaz, če po pravici povem, ga ne poslušam. Ne? Sploh. Najbolj ampak pa. zdaj sem pa to prebral. Ne? Se pravi, ne na zdajšnjih upokojencih. Na katerih pa pol? Se pravi, če ne na zdajšnjih? Ja, na zdajšnjih zaposlenih. A, Na nas, David. a, Mi bomo to plačali za nazaj in za naprej. ok. No, ampak to še kar ni je pa vse. dober, to še ni To še ni vse. vse. Dobite pa še, mislim, penzionisti dobite pa še božičnico. 150 evrov so Kaj pa rekli. unika božičnico, ki Božič praznujejo 14 dni kasneje? Dvakrat dobijo. A dvakrat dobijo? Verjetno. Pa sem pa jaz upisal vse te Jaz tudi. religije. Jaz tudi. Wow, lej, in to, vsak let jim bojo še povečevali za 20 evrov. Do leta 2030. Tu ste se res dobro zmislili, gospod No, Golob. odkje pa ta denar misliš, da pride? Ja, če nav že Teh vtimam, da dodatnih pa jaz. 150. Aha, okay. Pa še kakšen IMF, pa boh, kdo bo še Kar posodil. zanimivo. Ja. Se pravi, kupujejo spet volilne glasove. Ne? Ker tole ni nobena rešitev. Ne? Mi se pogovarjamo klele. pa o Bitcoin strateški rezervi. A ti misliš, da te kreteni Kako? sprejeli Bitcoin strateško rezervo? Mislim, za sebe po moje ja, ampak za državo pa bojo pa malo takrat delali, ne? Grem stav, da tudi zase ne bodo A poskrbeli. misliš? Z našim denarjem, ja, z Bitcoinom pa ne znajo. Mislim, da takrat si bojo lepo napolnili žepe z našim denarjem, ne? Oni ne bojo rabili bitcoina, se mi zdi, ker ga bojo pofilali do... Ampak je pa vsaj letna inflacija 2%, ne? To je tudi
Ma to je dobro, to je zmaga, ne? Kaj je tu zmaga? Sigurno je zmaga. Se pravi, če je samo 2 leti, ne, cena zrasla, to je verjetno dobro, ne? Da ni 5 ali pa 10, to je boljše. Dober, Ja. dober. Ampak na prejšnji let 10 plus 2 je pa še zmer pa No, sam povečanje. hitrost izgube vrednosti denarja se je zmanjšala. Ne? Se pravi, ne bomo to hiter revni, kot bi bili sicer. Bomo pa vsem, zagotovo. Ampak, če jim verjamete, seveda tudi tem metrikam, ki jih dajejo. Ne, Ja, ne vem, jaz, kaj je že bilo v Ameriki največ. so izločili energijo, ne, ven iz izračuna inflacije. V ZDA. Ja. Kaj pa so kaj izločili? So izločili stroške tince? A veš, da nisem, nisem šel gledati. Tinca verjetno kar dosti stane, ja? Ja. Kjer stane? Stane. Stane. Kaj zdaj spet jaz gledam? Tiskri stane. Ne? Ja. Ej, kaj pa En mora tile- plačati te stroške države, no. Kaj No, zdaj? prav, no, prav. Ne se kregat. Kaj pa te ljudske obveznice, ki imajo blazne, To sem pa videl, ja, to je bilo- blazne donose? En teden ali 14 dni nazaj so jih lansirali na Ljubljanski borzi in se lahko prestopite in sodelujete. In sicer je to 3-letni vrednostni papir z super obrestno mero 2,75%. 2,75. Ja. Kje so pa to Ja, dobili, ja. to To je ful dobro. bogato Ful dobro. obrestno mero? Ja, veš, jaz sem na Revolutu sicer videl 3, neki, zdaj pa ne vem, a oni lažejo ali kva. Revolut misliš? Ja, kdo pa? Tako da vrhunsko. In če pogledate, ne, in če verjamete, da bo inflacija samo 2-odstotna tudi v prihodnosti, ne, pol zaslužite celih 0,75%. Ne. Krasno. Tako da, No, dajva klele omeniti še eno možnost, ki pa jo imate zaradi bitcoinerjev. Tisti, ki še niste bitcoinerji. Češka storitev Firefish ponuja zadolževanje ali investiranje v, kako se temu reče, v zadolževanje nekoga drugega, se pravi v depozit. se pravi, en da denar ali pa en da bitcoin, na drugi strani pa nekdo si sposodi fiat ali pa ga investira. Ne? Ja, No, okej. In pri tej storitvi Firefish, če pregledamo njihovo likvidnost oziroma njihovo ponudbo, ugotovimo, da se posojila pod 10% praktično ne sklenajo. Torej, če imate nekaj fiat denarja viška in bi želeli več kot 10%, z lahkoto dosežete tudi 12, 13, 14, tudi 15% donosnosti na od 3 do 18 mesecev dolgo posojilo, nekomu, ki bo to posojilo zavaroval z bitcoini. Firefish poskrbi, da to je povsem legalna storitev. Firefish poskrbi, da sta oba dva deležnika, se pravi tisti, ki si izposoja in izposojevalec, da sta varna, in da so obresti in glavnica izplačane na koncu. In če želimo za naš fiat denar nek dober donos, se mi zdi to mnogokrat boljša rešitev kot ta ljudska obveznica. Ali pa če želimo za bitcoine pridobiti fiat denar in ne želimo bitcoina prodati, lahko za relativno ugodno obrestno mero najamemo kredit. Zakaj pravim ugodno? Ker pričakujemo, da bo v tem obdobju, za katerega smo si izposodili bitcoin oziroma fiat, da bo bitcoin zrasel več. Torej, tisti, ki je posodil fiat, bo naredil dober profit v primerjavi z klasičnimi depoziti ali pa ljudskimi obveznicami. Tisti, ki pa ima bitcoin in pa potrebuje neko likvidnost v fiatu, bo pa zaradi rasti bitcoina v času kredita spet na boljšem. Ne? Ja. Si to probo? Sem. Delo odlično, storitev je zelo enostavno zastavljena na firefish.io, se pravi IO. Kaj se registriraš? Se registriraš, KYC-jaš, se pravi, se identificiraš, pokažeš dokument in si lahko bodi si izposodiš evrčke ali češke krone, ali pa izposodiš bitcoin, oziroma posodiš evrčke nekomu
za njegov bitcoin. V tem primeru ne prejmeš bitcoina, ampak ta služi samo kot zavarovanje kredita. Storitev je res enostavna, zelo pregledna, v vsakem trenutku sklenjenega posla, skozi ves čas sklenjenega posla, in se mi zdi, da kar zelo donosno za obe strani. Ampak mogoče veš, če naprimer zastaviš bitcoin, lahko prekineš ta posel vmes. To pa ne vem. To pa ne vem, nikjer ni te opcije. Verjetno se treba pogovoriti z kreditodajalcem. Ok, dobro. V vsakem primeru Zanimiva pa, stvar je to. okolikor bitcoin močno pade, pa moraš za zavarovanje dodati bitcoin. Torej, če si izposojaš fiat, moraš imeti pripravljenega več bitcoina, ki ga boš založil, v primeru padca vrednosti v evrih. Če pa posojaš denar, fiat denar, bo pa to mogel narediti Nasprotna kreditojemalec stran, ne? in si ti s tem zavarovan. Ja. Ja, to pa kar lepo špila. Če pa to ne naredi, ne? Potem pa platforma likvidira bitcoin V in pravem momentu proda bitcoin, da je da dobiš dost. Ja. ta storitev ni edina na trgu. Poznamo še Debify, pa mislim, da se še kje kakšna najde. Zakaj pa je Firefish zanimiva? Zato, ker imajo dobro likvidnost. Se pravi, kredit lahko relativno hitro izpelješ, medtem ko pri drugih manj likvidnih ponudnikih gre to bolj počas. Čeprav Debify se tudi kar trudi. To so isti lastniki, kot imajo menjalnico hodl. Aha, ok. To so že večkrat razlagala, ne? Ja, Kako to to je pa, delajo, tako da to je pa dajte sodi v pogledati. rubriko kako kupiti bitcoina, ne? Hodl. Ja, kako kupiti no KYC bitcoin. Ja. In če vas to zanima, pejte pogled v nekih delih, mislim, da so to govorila. Bova Tam pa še na enkrat začetku, linke ne. dala Ja. od hodl. Ja. Lahko pa še omenimo, no, kje kupiti bitcoin. Ja, In kje, kje no, ne. kje? Kje Ja. ga kupiti? No, deva najprej razdelati non-KYC. Se pravi, kako kupiti bitcoin, brez da svojo identiteto razkriješ prodajalcu. Ja, To je na hodl.com, ja. v aplikaciji BISQ, BISQ, Ok, Robosets ja, je še ena varianta, ki sva jo tudi opisala nekaj epizod nazaj. Na Bitcoin Meetupu, recimo. Bitcoin meetup drži in sicer se direktno 1-1 zmenite, a ne? Tako. Pa imaš pa Pitch Bitcoin aplikacija. A še kaj Točno. takega? Sigurno je še kaj, no? Ampak to so recimo da take, ki smo jih Pa ki smo jih dovolj, probali. tako pa ne. dovolj likvidne. Ja. Um, Je pa seveda treba malo več energije, ja, pa ta prvič boste malo več časa porabili, pa zadeva zelo steče. kratko. Ja. Potem pa KYC nakup bitcoina, torej nakup bitcoina, kjer se identificiramo, kot se identificiramo pri večjih borzah. Vsi pričakujete zdaj kupiti to na Binance, Bitstampu in ne vem kje. A ne? Ja, lahko, ne. Ja, okay. Sploh za manjše vsote so provizije zelo privlačne na videz, če ne upoštevamo slippage in podobnih stvari. Kaj je slipič? To je dogodek, ko ob nakupu bitcoina, predvsem pri večjih količinah, se tečaj spreminja med samim nakupom. In v bistvu tisti tečaj, ki ga ti dobiš, ni čist tržen, ampak je nekaj višji ponavadi, ne? Ali Ponavadi pa nižji, je, odvisno kaj delaš. tako, ponavadi je manj ugoden, kot si ga zamislil, oziroma Ja. kot si ga nastavil, razen če ne uporabljaš naprednejših Funkcij, nakupa ali nastavitev prodaje. nakupa ali prodaje. Ja. Ja. Sicer pa je Strike ena od Ja, priporočam, res simpel. ugodnih in simpel variant, tudi Revolut, recimo, ampak Tudi visoke Revolut. provizije. Tudi Revolut, ja. Tudi N26 banka z visokimi provizijami, ampak poudarjava to enostavnost, a ne, kjer lahko prvič izkusite nakup bitcoina. Pa Relay, ne, je tudi ena. Relay, kakorkoli švicarska. se že reče temu. Storitev, Relay, tako je tudi Ja. Pocket, švicarska storitev. Ja. S tem, da pri teh dveh storitvah moramo vseeno imeti rahlo, kako ne rečem, zapletenost zaradi te regulacije MiCA, ne. Aha, Okay. Te postopki nakupa pri Relayu in Pocketu so bili še mnogo enostavnejši in bi jih lahko uvrstila med light KYC. Ne? Zdaj pa so zneske malo omejili,
In mislim, da ker se ne smejo oglaševati v Evropski uniji, ne, moramo sami vzpostaviti stik z njimi. In kar hitro te začnejo opozarjati, da bo treba kakšen dokument ven privleči, da zato jih uvrščava v to kategorijo nakupa z razkritjem identitete. Če vas zanima še več o nakupih ali prodaji bitcoina, nama pišite ali pa v kakšen komentar zapišite, pa v kakšno storitev detaljno obdelana. Ja. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare, ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Dej povej, kaj pa je novega pri denarnicah v zadnjem času? Na trgu denarnic smo opazili nov Jade. Kdor pozna Blockstream, firmo Blockstream, ki med drugim proizvaja tudi denarnico Jade, je opazil, da je bila prva verzija zelo majhna, predvsem zaslon je bil problematično majhen. Ja, jaz sem zanj testiral eno Jade, to staro. In priznam, da je res toliko majhen, tam piše, da... Ja. Pa po teh letih imam roko že počasi malo prekratko, ne? Tako da ja. pri tem Jadu je bilo pa... Nova Jade Plus ponuja enak vmesnik, relativno enostaven, enako kompatibilnost z drugimi denarnicami, kot je Green Wallet, kot je Sparrow in podobno, ampak ponuja večji zaslon, se pravi podpisovanje lažje, pregled naslova je lažji, ohišje denarnice je lahko tudi kovinsko, se pravi bolj vzdržljiva. Gre pa za tudi na videz zelo prepoznaven dizajn. Dodali so 2 gumba, pač isti uporabniški vmesnik. To si zdaj v bistvu povedal dobre stvari, kaj pa kakšna slaba? Ja, baterijo ima noter. Kako pa stvar dela brez baterije? Lahko bi delala na USB-ju ali pa celo na energijo preko NFC-ja, ko dela tudi nova denarnica Portal, ki jo sicer pri nas še nisem zasledil, ampak ideja je zelo zanimiva. Denarnico samo prislonimo na zadnjo stran telefona, kjer je NFC čip, in ta hkrati daje dovolj energije, da denarnica napaja svoj zaslon in en gumb. Če to je ta tehnologija, kdo se to spomnil? Bitcoinari. Kaj pa cena? A mi bo všeč? Ne bo. Cene so šle gor, cene materijala so šle gor. Ja, kako če 2% smo prej pogledali? 2% je bila letna inflacija, kako je zdaj to? Vmes je pa še en ta oranžen gospod, ali zabuh, jaz ne vem, zakaj mu rečejo Orange Man, malo carine povišal, ne? Carine. Eno so carine, eno je inflacija in izdelkom cena raste. Okay. Tako da Jade Plus je skoraj krat 2 cene navadnega Jada in je proti 170 evrom žerine. Pa moraš imeti pa saj 200 evrov bitcoina, da kupaš tako. Ja, no, to si pa dobro temo odprl. Se pravi, vedno se moramo vprašati, koliko denarja ščitimo, da kupimo strojno denarnico. Kaj bi ti rekel? Ne vem, jaz bi rekel Jurija. Recimo, ja. Jaz bi tudi rekel Jurija, zato ker si predstavljam, da bo teh Jurija v zelo kratkem, v nekaj letih vrednih nekajkrat tega Jurija. Ne? Jurija, mislim, zdaj je odvisen, če kupaš obveznico, bo to Jurija 20, Jurija 20, Jurija 7, 20, 30, ne vem, kakorkoli že, no. Če pa Bitcoin pa... Ja, ne vem, bo pa... Halvinga pa bo 27 jurjev, ne? Ali sem preveč optimističen? Ne, v redu je. Premal si. Why so bullish? Ja. No, jaz bi tudi rekel. Od Jurija, recimo. nekih 1000 evrov naprej se kar splača ozrti za strojno denarnico in se potruditi prenesti Bitcoin na njo. Denarnice se skozi razvijajo in
tik-tak bodo tukaj tudi denarnice, ki bodo ponujale zavarovanje Lightning sredstev, kar se zdi danes še malo neverjetno, ampak tudi to bo. Super, se veselim. Kaj misliš o to? 1 let, 2, Pa ja, 5? ne, prej. 2-3 leta. 2-3 leta. Cool. V redu. Bomo testirali nekaj. Bomo. Če vas kakšna še posebej zanima, pa napišite in bo vas testirala. Ja. Novice. Wow, kaj je bilo kaj? Bitcoin kot prihodna svetovna rezervna valuta. To sem mislim, da že omenjali, ampak vse je pa dobro omeniti, kako so se skozi zgodovino valute menjale, a ne? Treba pogledati, No, kako je to. spet v eni epizodi nazaj, ali 2 nazaj, smo ugotovili, da se na našem prostoru valuta zamenja na 22,5 leta, ne? Ja. In da je Bitcoin tukaj v 17. letu, torej tik-tak odšteva ura, ampak svetovne rezervne valute so se pomenjale na malo daljše. Ja, obdobje. 100 oziroma 100 mal. Če gremo tamle od 1450 naprej, imamo Portugalsko, pa imamo pa 1530 Španijo, pa pol 100 let kasneje Nizozemsko, pa pol Francijo 1720, pa Velika Britanija 1815 se začne obdobje do 1920 in pol smo tukaj pri dolarju 1920 in dokdaj naj bi to bilo, ne vemo, ampak vse zgleda, da bo pol zdaj ena nova rezervna valuta, ne? No, zagotovo smo v obdobju, ko so Združene države Amerike nekako legitimizirale Bitcoin, kar pomeni, da se je možnost, da bi ga prepovedale, zelo zmanjšala, ne? Ja. Predvsem pa so ga prepoznale kot digitalno zlato in se je možnost, da ga prepoznajo kot rezervno valuto svojemu dolarju povečala, ne? Drži. In to je tudi naslednja novica, Trumpova administracija in strateške Bitcoin rezerve, ne? Dejansko so zdaj papir potrdili, ki govori o tem, da bodo skušali oblikovati to. Ne vem, naslednjih 5 letih nekaj tasga milijon bitcoinov. Ja. Kar optimistično. Kar. S tem, da če sedijo za tiskalnikom dolarjev, ni to tako težko, ne? Lažje je, Ja. Lažje. Vprašanje je samo, koga bojo uspeli prepričati, da bo te dolarje kupoval, ne, tudi. No. Ja. Kar nekaj. To za naslednjo epizodo. Prav. Še kaj o carinah povedala? No, To bo zanimivo. Ne zdaj, pol. Poglejva tole. Dodge v ZDA, taka išče tele, kam denar ponika, ne, v sistemu to je državnem. Urad za učinkovitost javne uprave v Tako ne. Združenih državah. Ja, kot v Sloveniji, se to imamo isto. Ne. Vodi ga pa Tina, Tina, Anita, Tinca, Tina. Nutrija. Ta. Ja, točno. Odkrili so za 4,7 milijarde dolarjev transakcij, ki so šle nekam. Neznano kam. Ja. V žepe In sicer so te transakcije delali ene informacije odstranili in zdaj, ko gledajo za nazaj, pač ne morejo točno razbrati, kam je to šlo. Kako pa je to možno? A je to slučajno posledica netransparentnega bančnega sistema? A dejno ga sretno. To je pa ja vse transparentno. Halo, vse veš, kam gre vse, veš, 100 evrov pošleš nekam, pa če ima srečo, prije na drugo stran ta prav cajt. Sigurno je da tako. No, ampak spomnite se tega, ko so naslednjič v mass media brali, da Bitcoin uporabljajo kriminalci. Ja. No, pa še to, mogoče ne. Predsednica Evropske centralne banke je obtožena pranja denarja, oziroma takrat so to malo lepš v tisti obsodbi napisali, da je pomagala, da je en denar šel
iz državnih računov na neke druge. No, saj to je bila kvalifikacija za to delovno mesto, ne? A ja, Ko pa boš predsednik centralne banke, če ne znaš dobro obrat denarja? A boš umazan ga razpečval? imaš prav, zdaj, ko nazaj pomislim, ja. Normalno, to je dobro, pa. Ok. No, kakorkoli. 4,7 milijarde. Koliko je kaj v Evropi tega? Kaj misliš? Ja, noben ne gre gledati. Kako je Bruselj se zgradil, pa vse tiste ustanove, pa tako naprej, pa vse tisti ljudje neizvoljeni, ki so tam. Zanimiv. No, pa naprej. Malo nižje od Združenih držav je Bolivija zaplenila dolarje varčevalcev na bančnih računih. Ja, zdaj to, kar govoriva, ne? Da pač Se lahko država zgodi oziroma kadarkoli. centralna banka lahko vedno to naredi. Mi za časa našega življenja, ne vem, smo to, ne vem, če je v Jugoslaviji tako bilo, ampak Ne, največja kraj je bila z inflacijo. dobro, to je, ampak te zaplembe, prav, da bi naredili, ne mislim, da, ja, tudi jaz ne, ampak drugje po svetu so se že dogajale in Tudi v Evo, Evropski uniji v leta 2017 na Cipru. Cipr drži. Evo, kaj se je zgodilo? Vsi, ki so imeli varčevalci na bankah dolarje, je te zaplenila država, ker pač državi manjkajo dolarji, in jim je ponudila menjavo po uradnem tečaju. Ta uradni tečaj je pa 50% nižji, kot je pa tržna vrednost dolarja proti bolivijski valuti, se pravi na črnem trgu, ne, na marketu, kar pomeni, da so pač. Ampak v Evropi se to vendar ne more zgoditi, saj imamo zavarovanje do 100.000 evrov, a ne? Ja, Za imamo. bančne depozite, po neki shemi, ki jo noben ni šel prebrati. Tako, ampak to velja, tam noter je to gnarja, kot da če pač ena majhna bankica propade, bi se to zgodilo, ne? Da bi kdaj kaj nazaj dobil, če pa cel sistem, dajmo upati, da se to ne zgodi. No? Ali pa kupimo Bitcoin. Kupimo Bitcoin. Ja. Kje smo pa prej povedala? To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kašne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Pa imamo pa še eno storitev, ki jo pa moraš sicer še testirati, ampak tako kot imamo kartice in lahko s karticami plačamo na prodajnem mestu, so zdaj naredili v bistvu z Bitcoinom oziroma e-cashom, ki je ena variacija Bitcoina, a ne? In sicer tako, da dva telefona sam tepneš, en mora Android biti, vsaj en mora biti Android, in to si predstavlja tako, da je pač en je plačnik, en je prejemnik oziroma prodajno mesto, NFC-ja ima ta pržgana, tep in to je to. Tako da, No to preizkusila, pa poročala. ja, tako lepo videu izgleda, kar Si pa lahko novico z videom ogledate na decrypt.com. Jep. No, malo še kaj. Se kaj spomniš? Dajva jih naše poslušalce pozvati, da pridejo na Nostr. Nekaj novih followerjev so dobila, tako da malo smo naprej s tisto našo nagradno igro. Na Nostru se dogaja. Samo še koliko? Mislim, da še 74. 74 ljubiteljev podcasta na Coinu potrebujemo, da podelimo slovensko knjigo Bitcoin Standard s podpisom Tonija Čepona. Kaj mi povej, zakaj se ljudem zdi rokovanje z Bitcoinom zapleteno? No, se je tudi meni zdel, ko sem začel. No, ampak Zato, ker na drugi strani ne, toliko se izogibajo tega, toliko nimajo časa. Avto so se pa vsi naučili voziti, kaj se mi zdi veliko bolj kompleksna stvar. Zakaj misliš, da pa niso pripravljeni? Avto je zelo manualna stvar. Bitcoin je bolj abstraktna stvar kot avto, se mi zdi. Okay. Šli smo iz hoje na, ne vem, recimo kolo, pa coina jahat,
pa smo šli pa na zaposliti roke in noge Na coina. hkrati. Ja? Na coinu sva pa zdaj mi dva pristala spet. Ja. Jaz sem šla 2 koraka nazaj. No, medtem ko je pa Bitcoin transakcija nekaj nemanualnega in premikamo nekaj abstraktnega. V tem nismo dobri. Ok, se pravi, hočeš reči, da je to tudi razlog, zakaj se toliko ljudi izogiba temu, da bi čas namenili, da spoznajo sploh, kaj je denar. Ali je to iz istega, kaj je to abstraktna Vsaka stvar, transakcija zakaj je to? denarja nosi neko tveganje, da ga izgubimo, ali pa nek delež tega izgubimo, ali pa z transakcijo izgubimo, kaj se vem, zasebnost. In Ampak zato pa te treniraš, ne? Tukaj lahko treniraš. Pri Bitcoinu res. pa res lahko treniraš To je in res. treniraš z 1 centom. to je Ne? prva stvar, druga stvar Pri avtu je pa tako, Dobro, nimaš tudi kaj tam imamo veliko za... avtošole, ne? Ja, dobro, samo, ko se zaletiš, tudi če so v pri avtošoli. Bitcoinu imamo celo testnet. Lahko z ogromnimi zneski operiraš, ki so nič vredni in so No, namenjeni testiranju. To je tako kot Še hujš. šola varne vožnje na Vranskem. Ja, to je testnet. A ja, tam Ni, tam imaš se lahko še svoj zmeraj avto, lahko ne. razbiješ. Ja. Tam sem jaz svoj avto malo podrgnil. Tako da, pejte raje z to drugim nisi naredil. avtom. Pejte raje z drugim avtom. Ja, ok, razumem. Je nič? No, v glavnem, pridružite se nam na Nostru, recimo v aplikaciji Primal ali Amethyst, sledite Afna na Coinu in povejte, če imate kakšno vprašanje na teme, ki jih obdelujeva. Ja, dajte kak feedback, no. Bova z Apple-na, bova poslala kakšen Satoshi nazaj, če boste Ja, moš povedati, komentirali. kaj je to Zep. Ja. Poslala bova Satoshi, torej neposredno prejmete Bitcoin za kakršen koli komentar. To si zdaj rekel Bitcoin, no ne bo cel Bitcoin poslala, pač neki cel. Satoshijo bova poslala. Ajde, ene opilke Ja. digitalnega zlata. Ja. Ostanite na Coinu, zberite Satoshije.